Včeraj so se trume avtomobilov valile proti začaranem grajskem parku pri gradu na Goričkem, kjer so se že 12. leto zapovrstjo zbrale čarovnice in njihovi prijatelji na tradicionalni noči čarovnic. Coprnice so zacomprale čudovito vreme. Kako ste zadovoljni z letošnjim obiskom? Ja, mi smo zelo zadovoljni z obiskom, še bolj smo zadovoljni, da je našim čarovnicam uspelo letos pričarati lepo vzdušje v grajskem parku, veliko obiskovalcev, našemljeni tudi čarovnice, nam je še bolj popestrilo dan, tako da res smo zadovoljni, da je tako uspešna prireditev bila. Kljub temu, da program ostaja bolj kot ne nespremenjen, je vsako leto več ljudi. Kako si to razlagate? Ja, program, ta rdeča nit ostaja, mi še vedno zakurimo čarovnico, prikazujemo srednjeveško življenje, imamo otroške delavnice celo popoldne, smo letos dodali sicer čarovniško risanje po obrazih, dodali smo tudi irsko glasbo, ki izvira iz Keltov, potem smo predstavljali poljsko folkloro, tako da res vsako leto skušamo obogatiti program. Je pa res, zaradi obiskovalcev delamo to in zaradi tega, ker nam je všeč, ker je vsako leto tako posebno vzdušje v tem jesenskem času in mislim, da je tudi to, ker ponujamo nekaj drugačnega, nekaj tradicije, predvsem z našo goričko kulinariko in ker je to predvsem dan, kjer lahko družine z otroki pridejo, mislim, da je to tisto, kar pripelje ljudi sem. Čestitam, Budce! Kaj je recept, da postaneš najčarovnica? Eko čarovnica! Aha, no in še čarovniški krik. Čestitam! Kljub brezhibni organizaciji ter iz leta v leto bolj množičnemu obisku, pa bi zaradi pomislekov Ministrstva za okolje in prostor utegnila biti letošnja prireditev zadnja. Slišali smo, da so zaradi množice ljudi določene težave z odpadki. Ste morda zato postavili nov mejnik in izbrali za najčarovnico, eko čarovnico? Mi se sicer trudimo, da bi po prireditvi res pospravili pa počistili, ampak pri taki množici ljudi ne moremo kaj drugega niti pričakovati.